In kulturna dediščina je pravzaprav nekaj posebnega na tem širšem področju kulture. In sicer v tem smislu, ker je pravzaprav dediščina povsod okrog nas. Kamorkoli se odzremo, vidimo nek del dediščine. In kar je pomembno, saj jaz tako to razumem, dediščina ni samo tukaj v prestolnici ali pa v kulturnih ustanovah, ampak je dejansko prav lepo razporejena po celotni Sloveniji. Zato je ukvarjanje z dediščino, pa ne mislim tukaj samo na strokovnjake, ampak na ljudi na splošno, izjemno pomembno. Ljudje čutijo z dediščino. Dediščina za njih pomeni vrednoto in na to je pravzaprav treba to spodbujanje ljudi, da prepoznavajo dediščino, da jo razumejo kot svojo, se mi zdi izjemno pomembno. Žal pa je v današnjem času pravzaprav nastal nek zmeraj večji razkorak med tem občutenjem dediščine strani ljudi in dojemanjem kulturne dediščine strani oblasti. Tukaj pravzaprav pogrešamo dober odnos drugih resorjev do kulturne dediščine. Dediščine ni mogoče varovati in razvijati samo na področju kulture, ampak sodi pravzaprav na vsa področja družbenega življenja. In šele, ko bomo to na tem področju več naredili, in tukaj mislim, da je treba preiti od tega nekakšnega administrativnega ukvarjanja z kulturno dediščino k tistemu, ki spodbuja vsakega posameznika, da s to dediščino ravna tako, kot je najbolje. Po moje je v prvi vrsti treba narediti ta premik na ta način, da dejansko uvedemo davčne in druge spodbude, ne samo za lastnike, ampak za vse, ki dediščino čutijo za svojo. In ko bomo to naredili, takrat seveda bo dediščina postala pomemben vir našega socialnega, gospodarskega in pa tudi razvoja na področju znanja in sposobnosti vsakega, da se spopada z vsakdanjimi problemi.